Predstavljaj si nek namišljen scenarij, da si ti edini na svetu, ki lahko preda vse kolesarsko znanje naprej in da imaš za to samo eno priložnost. Katere 3 nasvete bi svetoval kolesarskemu začetniku? Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Smo že sredi oktobra, ampak zunaj se je naredilo tako čudovito vreme. Precej sončno je in 22 stopinj Celzija. Zapeljal se bom na en krog brez kakšnega posebnega načrta, samo toliko, da izkoristim ta lep dan. Če kogarkoli zanima, kje točno sem se vozil, bom pa od spodaj v opis videa dal link do svoje Strave. Nažalost je še zmeraj pretoplo, da vam bi pokazal novo toplo kolesarsko opremo, ki sem si jo naročil v trgovini Sirocco. Majico sem en dan že poskusil in je super, hlač in merino nogavic pa še ne. V vsakem primeru bom pa od spodaj v opis videa dal link, preko katerega lahko dobite 10% popust in ta popust velja tudi na izdelke, ki so že znižani. Prvi nasvet, ki bi ga jaz dal popolnemu kolesarskemu začetniku, je ta: imej pravilno izbrano in dobro nastavljeno kolo. Zelo pomembno je, a se boš večinoma vozil po asfaltu ali po kakšnem lepem makadamu, mogoče po gozdnih poteh. Od tega je najbolj odvisno, kakšno kolo boš zbral. Ni hujšega, kakor če si kupiš gorsko kolo in se potem z njim 20 na uro dneve in dneve drsaš po asfaltu. Gorsko kolo je namenjeno za drugačne vožnje in nima nobenega pomena, da se z njim voziš po mestu in po cestah. Precej ljudi je na začetku v veliki dilemi, ker ne vejo, kaj točno bi kupili. Kakšni gledajo, da bo nekaj bolj poceni, ali pa poslušajo nasvete svojih prijateljev. Kdor ni najbolj prepričan, kaj točno bi vozil, kje se bo vozil, naj si kupi kolo, s katerim bo lahko vozil tako po asfaltu kot po makadamu in bo potem kasneje videl, kaj mu bolj ustreza. Za take vožnje so najbolj primerna trekking kolesa ali pa zdaj zadnje čase bolj moderna gravel kolesa. Glede na svoje finančne zmožnosti, pa malo tudi glej, da ti bo všeč, si kupi eno zverinco in se začneš z njo voziti. In ko imaš kolo enkrat izbrano, je treba poskrbeti še za njegove pravilne nastavitve. Prav je, da imaš pravilno nastavljeno višino sedeža in pa belance, prav pride tudi pravilna izbira pedal in to je to. Če je kolo dobro nastavljeno, to pomeni bolj udobno vožnjo, lepšo kolesarsko izkušnjo in manjšo možnost za kakršnekoli poškodbe. Če bi imel še 10 sekund časa, bi prav na hitro dodal še nasvet glede opreme. Splača se vlagati denar tja, kjer se dotikaš kolesa, se pravi v dobre kolesarske hlače, v dobre čevlje in v udobne rokavice. Ja, vidiš, zdaj je pa prišel neki oblak in je kar naenkrat postalo tako bolj turobno vzdušje, čeprav je še zmeraj toplo in tudi meni je to kolesarjenje super prijetno. Moj drugi nasvet kolesarskemu začetniku bi bil, da začni postopoma in počasi. Veliko začetnikov dela to napako, da preprosto hočejo preveč v prehitrem času. To pač enostavno ne gre. Svoje telo je treba postopoma navaditi na napore. Ti si lahko od začetka daš za cilj od pol ure do 1 ure vožnje po ravnini in potem vidiš, kako se tvoje telo na to odziva in kako ti bo vse skupaj všeč. Postopoma te razdalje potem lahko povečuješ, zraven vključiš še kakšne klance in počasi gradiš svojo kondicijo in samozavest. Ogromno začetnikov ponavadi najbolj preseneti to, kako te lahko začne rit boleti, ko kolesariš. Ponavadi si vsak misli, mišice v nogah, rame, vrat, roke, kako bo. Ne, bolela vas bo rit.
In tudi tisti, ki si kupujejo na začetku električno kolo, si mislijo, kako bojo kar delali 100-kilometrske izlete. Ampak ti moraš 4 ure sedeti na kolesarskem sedežu, Samo si vi zamislite, kako izgleda, ko sediš na kavču in gledaš kakšen dolg film. Še tam te začne vse boleti, kaj šele na kolesu, kjer zraven goniš. Verjetno ste videli, da imam popolnoma črn števc. Ne, ni ugasnjen. Pozabil sem napolniti baterijo. Zgodi se tudi najbolj izkušenim. Ko sem štartal od doma, je imel 18% baterije, tako da sem ga dal v način varčevanja. Upam, da bo zabeležilo celo pot. Za vsak slučaj sem pa vzporedno pržgal tudi Stravo na telefonu. Ko sem prišel nazaj v Gorico, sem ugotovil, da je števec v načinu varčevanja pokuril res malo baterije. To je super za 2 uri vožnje oziroma 50 km. Res je bil števc večino časa črn, ampak sem se spet naučil nekaj novega in mi drugič ne bo treba biti v paniki, če bom videl, da je na njemu manj kot 20%. Tretji nasvet, ki bi ga dal kolesarskemu začetniku, bi bil ta, da se vozi varno. Res varno. Tukaj je več komponent. Ena je zaščitna oprema, da imaš na glavi čelado. To mislim, da je obvezno, ker pri vsakem padcu se glava zelo hitro dotakne tal, kar ni najbolj zdravo. Druga stvar so lahko na kolesu kakšni odsevniki ali pa celo lučke. Ni treba se takoj zaganjati v najdražjo opremo. To opremo se nabavlja postopoma, čeprav vam bo marsikdo rekel, da moraš imeti obvezno radar in še kakšne druge pametne naprave. Tle je treba delati z glavo. Nadalje je treba poskrbeti, da se boste vozili po pravilih, po predpisih. Sploh po javnih cestah je treba upoštevati, da niste sami. Ne se voziti čisto ob desnem robu ceste, hkrati pa vseeno pazite, da vas bojo lahko vozniki normalno prehiteli. Gledati je treba po tleh, kje se vozite, so kakšne nepravilnosti v cesti, kakšne razpoke, jarki. Včasih je ob robu ceste tudi kakšen pesek, na katerem vam lahko zdrsne, če prepeljete prehitro. Posebna kategorija varnosti je vožnja v mestu. Tam je treba še posebej paziti na kakšne nepričakovane manevre voznikov in pešcev. Po tleh so kakšni jaški, občasno vam lahko z leve ali desne strani preteče tudi kakšen pes. Zelo previdno je treba voziti mimo parkiranih avtomobilov, ker nikoli ne veste, če mogoče v avtu že nekdo sedi in bo v tistem trenutku vam odprl vrata. Vožnja po takih bolj samotnih in ozkih cesticah, kjer ni prometa, je seveda bistveno lepša. Je pa stvar v tem, da se mestni vožnji nikoli ne moreš prav popolnoma izogniti. Pomembno je pa tudi, da se vozite po svojih sposobnostih. Tudi to je del varnosti. Ne moreš iti do konca full gas v neke spuste ali pa celo v kakšne ostre ovinke, ker dokler ne obvladaš kolesa, si ne moreš privoščiti kakršnih koli takih zadev. In še najbolj izkušeni kolesari se sem in tja lahko zapletejo v kakšne padce, tako da tukaj previdnost res ni odveč. Zdaj, 3 nasveti. To je malo, pač to je štart, osnova. Jaz sem naštel tiste, ki so se mi zdeli najbolj pomembni in pa v takem vrstnem redu, ki se mi je zdel najbolj prav. Vse potem, ko enkrat začneš, odkriješ lahko 1001 skrivnost kolesarjenja. In prav kmalu nisi več začetnik. Tukaj med mojimi gledalci je ogromno enih izkušenih kolesarjev, ki imajo svoje ideje in nasvete. In za take primere imamo od spodaj odprte komentarje. Če veste, kako bi se to dalo še boljše strniti in opisati, mi kar napište. In glej zdaj, se je ratela skoraj že tema. Moram začeti kar počasi obračati proti domu. Če bi kolesarski začetnik upošteval vse 3 moje nasvete, ima 100% zagotovilo, da bo imel eno prijetno kolesarsko izkušnjo, da se bo vozil udobno in hkrati tudi varno. Poleg tega bo nekaj naredil za svoje zdravje, skozi leta bo pridobival izkušnje in nabiral kondicijo. Jaz vam želim čim več lepih, srečnih, varnih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.